Kot smo rekli, v ponedeljek praznuje naš Maribor vse najboljše za te šampion. In ogromno dogajanja, ki se začne že v petek, in zato v tem studiu danes zjutraj že tradicionalno, pravzaprav pred dnevom Maribora, pozdravljamo vodjo kabineta župana mestne občine Maribor, Evo Lozina. Eva, dobro jutro. Dobro jutro tudi vam. Hvala za tale uvod. Ja, no, če pa je tak, ne? Kak je danes zjutraj, ko prideš k nam na mesto, k županom v pisarno, malo lažje, verjetno, ne? Malo lažje, a isto zabavno, bom rekla. No, me veseli. Ok, praznovanje ob dnevu Maribora, pravzaprav praznovanja veliko jih bo. Začne se v petek in konča v ponedeljek z koncertom na 5 gričih, ki pa ne bo na 5 gričih, ker piramido prenavljajo. Ne? Tako je, ohranjamo 5 gričev, pa rečemo letos 5 lokacij. Tako. Zdaj smo tako razširili že dogajanje, ki ga v bistvu mesto Maribor podarja meščanom in meščankam v te prazniku, da lahko že rečemo, da imamo dneve Maribora. Pravzaprav res, ja. In se prav, ko imaš rojstni dan, pač moraš častiti. Večkrat. Dobro si to povedal. Se sliša? Pač samo toliko, da bomo Sem. Okay. Bom jaz tudi takrat prišla. Jutri. Z veseljem. Jutri ne. Pa ni problema, pridem jutri spet. Ok. Dajmo k bistvenemu, mesto je pomembnejše od pač, ne, posameznika. Torej, začne se vse skupaj že v petek, v bistvu. Tako je, v petek se začnejo prvi dogodki. Letos so se naši javni zavodi v kulturi izjemno potrudili z bogatim programom in prvič letos smo cel koncept dodali in oplemenitili s programi za otroke in družine. No, tako imajo otroci ta vikend res, mislim, da 6 ali 7 aktivnosti, ki so namenjene prav njim v različnih starostnih obdobjih in seveda tako vsako leto so popolnoma vsi dogodki brezplačni. Super. In potem pride sobota, ko bo pravzaprav skozi ves dan dogajanje z osrednjim, pač bomo rekli najbolj zabavnim dogodkom ob Kostanjevem pikniku na trgu najstarejše trte, tudi Silent Party in eden od DJ-jev bo tudi naš Tine. Res je, Silent Party smo lani izvedli prvič in odzivi so bili neverjetni, ljudje so si želeli še in še, zato smo letos rekli, da zagotovo Silent Party ponovimo, preselili smo ga pred hišo najstarejše trte. Priskrbeli bomo enkrat več slušal, kot smo jih imeli lani, tako da bo istočasno lahko plesalo preko 500 ljudi, kar pomeni, da bo zabava zagotovljena, ne pa tudi glasna, ker pač to je posebnost Silent Partyja, da drugih ne motimo. Bo pa dogajanje na Lentu že cel dan zelo zanimivo, saj imamo prvi mestni Kostanjev piknik, ko bomo lahko poskusili različne mošte, ki so se pridelali tukaj v naši okolici, Kostanje, veliko bo tudi dobrega za pojest in slišati, tako da se veselimo tega dogajanja. Skratka, v soboto praznujemo na Lentu. Soboto praznujemo kar po celem mestu, ker imamo še toliko drugih kulturnih dogodkov, da imamo in sprehode in delavnice, da res lahko rečemo, da bo celo mesto oder, kot se s tem radi pohvalimo. Ja, pa potem pride nedelja. Nedelja je sicer tradicionalno dan za pohano in restan krompir, ampak tudi zdaj lahko pohano in restan krompir, še toliko bolj bo zasluženo, če se boste ob 10 z ledine podali do Trikotne, kjer vas bodo spremljali Sokijevi bobnari, ki bodo tudi na Trikotni kasneje imeli opoldne koncert. Tako da jaz mislim, da če si ob 12 na Trikotni, malo se imaš fajn do enih, ob pol 2 ješ resno. Že komot lahko, ne? No vidiš, ne, pa je plan narejen. In osrednje dogajanje pa seveda ponedeljek 20. oktobra, ko dejansko je rojstni dan in kot smo rekli, ohranjate koncept 5 koncertov na 5 lokacijah, bomo rekli letos. Kje so vse te lokacije? Zdaj samo, da to na kratko ponovimo in najprej to, pol pa naslednje vprašanje, da bom skakal preveč. Ohranjamo, se pravi, 5 koncertov na 5 lokacijah. Prva lokacija bo v paviljonu v mestnem parku, ki letos nadomesti piramido, saj so tam obnovitvena dela na piramidi in ne bi bilo najvarneje, da se tja odpravimo. Tam bodo nastopali čudoviti Leonardi.
Zdaj že tradicionalno na Trikotni jasi na Pohorju nastopa Karneval band, ki vsako leto poskrbi za odlično vzdušje. Bilo je sicer na knap, da bojo letos mogoče brez bobnarja, ker je silo z biciklom v Istanbulu, ampak smo preverili, vrnil se je. Tam lahko seveda tudi povem za vse tiste, ki bi mogoče pohod bil malo pretežak, bo tudi sedežnica vozila, ampak mi stavimo, da bodo se ljudje vseeno odpravili gor peš. Ampak sedežnica je tudi brezplačna, ne? Tako tudi sedežnica je brezplačna. Ne smemo pozabiti, da tako kot vsako leto bomo tudi letos razdelili na glavne svetilke. Povabimo vse tiste, ki so jih v preteklih letih že prejeli, da vzamejo tiste, ki jih že imajo. Pa baterije menjajo. Tako. Na posestvu Meranovo bo nastopila Natalija Verboten. V Malečniku na Gorci bodo nastopili The Seraphines in v Kamnici pri Lovskem domu bodo nastopili Gadi. Vsi koncerti se pričnejo 19:30. Na zbirnih točkah, ki so objavljene tudi na spletni strani maribor.si, so vse izhodiščne točke, vse informacije o vseh dogodkih, ki bodo v teh 4 ampak na izhodiščni točki je treba biti malo prej, če se koncerti začnejo pol 8. Med 18 in 18:30, od tam se kasneje vsak posamezno odpravi proti svoji lokaciji, ki si jo izbral. Tukaj lahko povem, da vsako leto je največja čaga na Trikotni. Vedno bila in vedno bo. Tako da veš, ta stadion je bil kar, tu je recimo bil znan nekoč tudi tako imenovani Lukejev smuk, ne? To je bilo, veš, ko si pri Lukeju, ko so nehali delati že naprave po 4 uri, pa tam si se vsedel ob enih 12, ne? Pa si se zahaklal. Pa si pač dol se mogel pripeljati. In mislim, Trikotna jasa je tak, seveda ena od teh najbolj, pač ne samo legendarnih, ampak popularnih točk v našem mestu. Eva, super program. Tako ste zdaj razširili vse skupaj, da v bistvu, če pogledamo od začetka, smo ful govorili, 5 koncertov na 5 igriščih oziroma 5 lokacijah. Zdaj je to vsega že, da je to samo še pika na i. Da smo dali povezavo na našo spletno stran, kjer si lahko pogledate tudi podroben program, če slučajno ne bi. Res je, v samo 4 letih je to praznovanje preraslo iz osnovne ideje 5 koncertov. Res smo zelo veseli v mestu, da so vsi naši prebivalci in obiskovalci sprejeli to za res svoje praznovanje rojstnega dne. Lahko povemo, da je Maribor letos praznuje 861. omembo in res smo ponosni in da ta ponos ni samo med nami, je dokaz tudi, da smo pred mesecem dni prejeli mednarodno priznanje za lanski dan Maribora in sicer v kategoriji najboljši neprofitni dogodek na Konventi. Tako da smo res ponosni, kaj delamo in kako dobro je to sprejeto. In ponosni na naše mesto, to pa je seveda najprej, ne? In prav je, da ko tvoj prijatelj praznuje, da se mu pač pokloniš, pa prideš na praznovanje, kamor si pač povabljena ali povabljen. In verjamem, da bodo tudi letošnji dogodki super obiskani. Eva, hvala lepa in samo ne smemo pozabiti maribor.si, tam so vse informacije in na Toti radio. Seveda. Če slučajno kdo ne ve. Hvala.